Uvodno delavnico Spoznajmo karierni coaching in 4 delavnice kariernega coachinga smo pripravili v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja, ki je v celoti financiran z Ministrstva za šolstvo in šport, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Gospo Liljano Pahor smo povabili za izvedbo teh delavnic, saj je že v letu 2009 izvajala dejavnice za brezposelne osebe. Takrat so bili udeleženci zelo zadovoljni in navdušeni. Delavnice so potekale 4krat, 2 v decembru in 2 v letu 2011. Gospa Liljana, zanima me, kako ste zadovoljni z izvedbo delavnice in kakšni so vaši vtisi na naši zaključni delavnici? Do tega trenutka priznam, da so me vsi, ki so prišli na delavnice, prijetno presenetili. Sodelovanje, ki so ga pokazali na sami posamezni delavnici, je bilo zelo presenetljivo. Večina ljudi ni pripravljena sodelovati tako intenzivno, kot so te osebe posamezno tukaj. Kar pač je nekje odraz tudi njihovega razvoja, pripravljenosti k vseživljenjskemu učenju in z tega vidika, pa tudi z vidika samih delavnic, sem izredno zadovoljna. Nam lahko opišete metode, s katerimi ste delali na teh delavnicah in kakšni so bili odzivi udeležencev? Same metode so v osnovi povzete ven iz kariernega coachinga. V osnovi je samo ena stranka ali oseba je najbolj pomembna. Uporabljali smo različne vprašanja za posamezne tematike. Če bom rekla malo tako, določene vprašanja so bila na osnovi identitete, določene vprašanja so bila na osnovi časovne opredelitve, na izkoristku energije. V bistvu smo se poigrali z najbolj osnovnimi ali najbolj pomembnimi življenjskimi trenutki in obenem smo se občasno tudi dotikali naše preteklosti, kot je nekje ta gospa v Kariera iz strasti omenjala, in reakcije na to, kaj se dogaja. In moram priznati, da je bilo zanimivo, da večina pač prisotnih niti ni opazila tega, ampak je z velikimi koraki napredovala iz delavnice v delavnico in sem prepričana, da danes, ko bo zaključek, bo vsak odnesel nekaj s sabo, ko bo lahko z drugimi delil. Ravno to je cilj delavnice, čeprav razumem, da se vsaka delavnica nadgrajuje in da vsak pri sebi naredi tisti korak naprej in mogoče še kakšna misel vaša za zaključek o tem. Ja, to je dejstvo. To je dejstvo teh delavnic. Moja misel je, ko pravi vsak trenutek, je pravi trenutek, da se vprašamo. Kaj se bomo pa vprašali, je to odvisno od vsakega posameznika. Zase bi lahko rekla, ne, moje prvo vprašanje ob današnjem zaključku je, kako se počutim? Odlično. Resnično odlično se počutim. Vsak naredi svoj korak in upam in želim vsem, da delajo še naprej tako velike korake, kot so jih delali tukaj na delavnici, tudi v vsakdanjem življenju. Vse je mogoče, vse je odprto, nikjer ni omejitev. To je moja misel. Hvala. Gospod Lazar, kakšni so vtisi z delavnice kariernega coachinga? Jaz sem naključno prišel, ker ponavadi redno prihajam v knjižnico na takšne prireditve in vem, da je to organizirano in plačano in mislim, svako priložnost koristim, da nekaj dobim tu. Mislim, da je ta delavnica, čeprav sem v letih, meni je popestrila življenje. Konkretno mi je zelo pomagala na poti graditve karijere literarnega ustvarjalca. To je zelo pomembno za mene, ker jaz sem začel se ukvarjati s literarnim ustvarjanjem, ko sem šel v pokoj. Torej, vam je delavnica bila všeč in bi se bili pripravljeni še udeležiti? Ker sem naredil pomemben izkorak na poti literarnega ustvarjalca.
redu. Od pesnika sem postal, začel sem pisati zgodbe, ne. Celo esej mi je v mislih, ne. Zelo lepo, hvala. Jaz bi se predvsem zahvalila organizatorjem, da je sploh omogočil take delavnice, ker na koncu konca vsi moramo sprejeti dejstvo, da je življenje sprememba in ta sprememba pomeni učenje. In žal, če tega učenja ni napredka na nobenem področju, tako ne na osebnem, tako ne na kariernem, tako na katerem koli drugem področju. Zaradi tega pa res toplo priporočam oziroma resnično priporočam sploh mlajšim generacijam, ker jih čakajo veliki izzivi, da se udeležujejo takih delavnic, ker žal oni so tisti in na koncu konca vsi mi, ki te spremembe vzamemo, delamo na njih in ustvarjamo drugačno okolje, prostor, v katerem živimo in seveda tudi nove cilje, ki jih lahko ustvarjamo. Tako da se zahvaljujem in tudi na koncu predavateljem, ker predavatelji, da bi lahko prenesli to znanje, morajo ogromno svojega truda vložiti v to in to je seveda potrebno oceniti.